kratkih 2 letih smo se razvili iz klasičnega proizvodnega podjetja, mi smo v bistvu marketinška kreativna agencija in naša proizvodnja so sicer ideje, so TV oglasi, so spletne strani, so izobraževalni materiali, ampak mi smo sedaj večinoma izobraževalno podjetje, ekipa strokovnjakov, ki nas druga podjetja najame zaradi znanja, ki ga imamo. Sem Martin Korošec, strokovnjak za marketing, avtor, predavatelj, podjetnik. Preden sem se kakšne 2,5 leti nazaj preko dr. Aleksandra Šinigoja poznal z hipnozo, sem imel vtis, da je hipnoza nekaj, kar se dogaja na show odrih. Pravzaprav nisem pomislil, da bi hipnoza lahko pomagala pri osebnih izzivih, pri poslovnih izzivih. Je pa tako, da življenje pripelje prave stvari takrat, ko začutiš, da jih potrebuješ. In jaz sem takrat potreboval nekaj. Nisem vedel, kaj bi potreboval. Sploh ne vem, od kjer sem dobil tisti mail z predstavitvijo delavnice v Mariboru, ampak sem vedel, da bom šel na to. Čeravno težko sem si utrgal tisti popoldanski čas, družinski čas, ampak sem šel na to delavnico in ko je Aleksander začel s tistim svojim simpatičnim primorskim naglasom razlagati zgodbe svoje, mi je postalo jasno, da koliko bom vlagal vase, toliko bom jaz rasel in tako bo rasla potem lahko tudi moja pot in pot naše ekipe poslovne, seveda tudi družinsko življenje. To, koliko si pravzaprav ti vreden kot podjetnik, koliko je vredno tvoje znanje, tvoje počutje, koliko pravzaprav kot podjetnik, kot vodja vlagaš časa v to, da razmišljaš o sebi, da razmišljaš o podjetju, da razmišljaš o viziji, da razmišljaš, kaj te notranje motivira ali pa demotivira ali celo blokira. To je bilo v bistvu ena največjih prelomnic, ko sem doživel že po 4 urah prvega srečanja z dr. Aleksandrom Šinigojem. Od takrat sem bistveno spremenil način razmišljanja, delovanja, bistveno več vložil še v ta izobraževanja in veste, kaj se je zgodilo? Udeležil sem se praktika hipnoze pri Mastermind Akademiji in pri dr. Aleksandru Šinigoju in kasneje tudi NLP praktika. Naslednji tečaj, na katerega pa bom šel in se ga veselim, je pa v bistvu nadaljevalni tečaj za hipnozo, to je mojster hipnoze. Nikjer drugje v življenju nisem dobil toliko znancev, kolegov ali pa celo prijateljev, bi jih lahko poimenoval, kot na Aleksandrovih delavnicah. In to se je ponovilo vedno, ko sem šel k Aleksandru na delavnico in s pomočjo teh znanj smo si lahko v firmi bolje uredili delo, ker prej si nisem znal predstavljati, da bi lahko delo potekalo brez mene, ali pa mogoče celo ni moglo potekati. Zdaj pa k sreči sem obkrožen z ekipo ljudi, ki jim popolnoma zaupam in so vrhunski na svojih področjih. Zgodilo se je to, da ekipa, ki je prej obsegala tam 12 do 15 sodelavcev, sedaj obsega 6 sodelavcev. In kaj se je potem zgodilo? Ali se je, promet prepolovil? Ne, ostal je isti. Zgodilo se je to, da delamo prave stvari za prave ljudi in dobimo tudi prave rezultate in ustvarjamo pravo vrednost. In to seveda je tudi posledica tega, da smo se naučili reči ne. Ne slabim projektom, ne ljudem, tudi v poslovnem življenju, ko nas v bistvu ne dajo nazaj prave energije in ne strankam, ki v bistvu niso usklajene z našimi vrednotami. Ko smo rekli ne, smo dobili pa veliko jajev. To je tisto, kar se potem pozna. Govorim seveda o digitalnem marketingu, katerega seminar recimo samo v lanskem letu obiskalo 1200 ljudi oziroma 1200 stopnic je bilo prodanih. Zgodilo se je, da sem sam dojel vrednost lastnega znanja, ki ga na svojem področju marketinga in prodaje dajem drugim ljudem. Danes so mi takšne številke normalne in sem vesel, da sem investiral v to, ker se mi je povrnilo vsaj 100-krat. Zakaj si torej ne bi vzel tega časa, če pa to investicija vame in posledično tudi v korist vse ekipe? Zdaj, hipnoza in tehnike NLP praktika v bistvu so namenjene ravno temu, da delaš na sebi in posledično seveda lahko delaš na svojih odnosih do drugih ljudi. Bila pa ena situacija, ko si je hčerkica zlomila roko na komolci in smo bili na urgenci in v bistvu je bilo zelo grdo in je čakala tam na operacijo, zvečer je bilo to, roka je ven gledala kostno in sem tam uporabil tehniko sproščanja in sem pripeljal v bistvu do tega, da je zaspala. Zlomljeno roko, odprti zlom. V tistem, ko najbolj rabila, pa ničesar nimaš, da bi pomagal otroku, v tistem kaosu, šoku, paniki je v bistvu ta tehnika enostavna z odštevanjem pomagala, da je dete zaspalo. Tako da
To je zelo močno orodje in uporabljam ga včasih tudi, da lažje zaspim. Vidim, koliko uporabnega znanja je v tem in da lahko v bistvu s tem zaženemo svoj najmočnejši stroj, to pa so naši možgani. Osebno imam še raje hipnozo, ker dejansko dela globoko na sproščanju. NLP tehnike so pa v bistvu zelo strukturirane, zelo jasne in mislim, da jih lahko uporabljamo tako v športu, kot v gospodarstvu, kot v doseganju osebnih ciljev. Za vse, ki se še niste s tem spoznali, bi vam priporočal, pojdite pogledat vse vrhunske športnike, na čem delajo. A delajo na kravatah, a so mogoče modni kritiki, a delajo na zloščenih čevljih, a delajo v umu. In to je, s čimer se hipnoza in NLP programi ukvarjajo. Z vašim vlastnim umom in vašo podzavestjo. Verjamem, da bo tudi vas, ko boste dovolj odprti za spremembe, v bistvu življenje samo pripeljalo do tega, da se boste spoznali z metodami, ki vam pri tem lahko pomagajo. Preprosto treba samo se odločiti.